dodala še pisatelje, zato da je slika bolj popolna. In na začetku bi se seveda zahvalila, bi se lepo pozdravila, se zahvalila za vabilo na to izjemno zanimivo, kot vidim, interdisciplinarno konferenco. Začela bi z mislijo, da literatura lahko prestopa, ne samo lahko, tudi mora prestopati geografske, časovne meje in zato ne bom začela s slovensko književnostjo in 19. stoletjem, ampak bi navedla nekaj besed iz knjige Dubravke Ugrešič. Mi lahko daste samo na projekcijo. Letošnje nagrajenke Vilenice, Jaga baba je znesla jajce, tako piše. Sprva so nevidne, potem jih na lepem začenjaš vzirati. Kakor vojsko starelih angelov se majajo po svetu. Ena se vstopi predte. Široko razprte in kaljne sinkaste oči upelja naravnost vate. Potrebuje tvojo pomoč, prečkati mora ulico, a sama ne zmore. Ali pa vstopiti na tramvaj, a je prijetna obogajo. Začutiš nenadno sočutje do ostarelega bitja, ganjeno praviš dobro delo, pripravite zadoščenje zaščitnika. A tedaj, v smetniku, se je treba ustaviti serenskemu klicu, s močjo volje pritajiti gorečnost srca. Zapomni si, njihova solza nima enakega pomena kot tvoja, kajti če popustiš, zamudiš priložnost, izmenjaš le besedice preveč, si te bodo nemudoma prilastile. Zdrsnil boš v svet, kamor se še nisi namenil, ker tvoj čas še ni prišel, ker za Božjo voljo tvoja ura še ni odbila. No, kljub temu opozorilu bomo se v ta svet zdaj poskušali potopiti in sicer tako, da bomo seveda najprej sploh pogledali, kako je z ženskami v starejši slovenski književnosti. Tukaj mislim na književnost druge polovice 19. stoletja, prej je tako in tako še bolj žalostna situacija. In v tem obdobju ženska le redko, zelo redko kdaj sploh zavzema osrednje mesto, če ga pa že zavzema, pa je to seveda mlado dekle, ki je v vlogi zaljubljenke ponavadi tako, da je moški protagonist, tisti, ki je vanjo zaljubljen. Ampak tudi ta starost je, kot vidite, ali mladost bolje rečeno, zelo kratka, kajti kot vidimo iz pisma, ki ga je napisal Levstik Jurčiču, potem, ko je prebral njegovega 10. brata, je Manica z 23 leti už stara, še huje pa bo seveda potem, ko se Lovro vrne z Dunaja, ko bo stara že 35 let, takrat bo pa res staro dekle in popolnoma razumljivo je za Levstika, da si bo takrat, da bi bilo zelo verjetno, da bi si takrat potem izbral seveda Lovro vas kakšno drugo nevesto, najšlo, torej staro tam okoli 20 let. Starejše ženske srečujemo v tej književnosti zgodnejši še v vlogi mater, ampak tudi to zelo redko. Matere, če že nastopajo, so nekje v ozadju, ponavadi tudi hitro umrejo, velikokrat tudi na porodu, tako da tudi mater je še manj kot sploh deklet. Tu in tam v kakšni pravljici, morda tudi kmečki povesti srečamo še zlobno taščo, ampak na srečo vsaj za mlada dekleta tih tudi ni prav veliko. Starejše ženske se torej zelo redko pojavljajo kot bitja, kot dobrohotna bitja, torej kot modra bitja, bitja z izkušnjami, kar pogosto, kot bomo videli, so izpostavljene po smehu, sarkastično se piše o njih, dostikrat tudi celo po mirovanju, še posebno seveda, če so neporočene, potem je njihov družbeni status zelo problematičen. V književnosti pa tudi seveda v ljudskem slovstvu mitologiji je sinonim za starko, ponavadi baba. Torej, to so predvsem ženske, ki imajo atribute stare ženske in za ta bitja, ki jih potem seveda velikokrat srečamo kot jave babe, piše še enkrat, bom citirala Dubravko Ugrešič,
da se v slovanskem svetu torej kar vrvi od teh najrazličnejših bab. Ne samo v slovanskem nasplošno, videli bomo tudi v slovenskem in ob tem še pravi Budobroka Ugrešič, spomnimo se, da so vse grde, spolno diskriminatorne predpostavke, pregovore, reke in verovanje povezane z babami izmislili nekje. Zase so seveda rezervirali precej bolj junaški položaj. Na to nadaljuje, Jaga baba je tekst, ki je bil v različnih obdobjih bran na različne načine, drugače prebran, znova in znova pripovedovan, adaptiran, readaptiran, interpretiran in reinterpretiran. Poglejmo si torej, kako lahko ta tekst beremo v slovenski književnosti, v slovenskem bajeslovju, srečamo kot neko sporednico Jaga babi, Petra babo, če se spomnite, Kekca, kjer se tudi pojavlja ena izmed teh oblik, se boste spomnili, če ste ga dobro brali, seveda, da je to ambivalenten lik, torej ni samo ta grda, stara čarovnica, ampak je seveda v nekem trenutku se pojavi tudi kot lepa ženska, urejena ženska, sicer je pa seveda lahko ali prinašalka svetlobe ali pa nekih negativnih pojavov, torej dosti krat je tista, ki povzroča vremenske neprilike, torej nevihte in tudi dela sneg. To, da dela sneg, nas povezuje že z naslednjo podobo starke v slovenski književnosti, torej starka kot personifikacija zime, gre za tradicionalno seveda povezano z ženske, z naravo, ženske so zelo velikokrat v književnosti, včasih bolj prijazno, včasih manj prijazno primerjane z naravo, ki seveda, kar seveda tudi govori o tem, da je tako, kot je v naravi vse minljivo, seveda minljiva tudi lepota. Seveda, te prve, oziroma zgodnje podobe z ženske minljivosti srečamo tudi v poznem srednjem veku, tako da že pri Bionu se morda spomnite te njegove znamenite tožbe lepe vrožarke, ki že sporoča, da ko ženska ni več mlada, zgubi s svojo lepoto, če jo je imela, tudi svojo moč, skratka, takrat potem lahko samo še objokuje. Ne samo v svetovnih književnostih, tudi v slovenski najdemo nekaj takih primerov, recimo Ksaver Meškov ima pesem Prvi beli las, ki mislim, da vse sporoča že naslov, pa tudi recimo Josip Muran piše o gospe, ki se spominja svoje mladosti, ki je minila. Kot personifikacija zime se seveda najpogosteje pojavlja v otroški poeziji, srečamo jo že pri Stritarju, recimo, pa tudi seveda že prej. To so te čisto tradicionalne podobe, ki se jih gotovo spomnite tudi še svojih osnovnošolskih vedil. In potem je tega zelo veliko, posebej v teh revijah, ki so otroške revije, Vrtec, Angelček, v 19. stoletju, je ogromno teh nekaj zadetkov takoj dobite, če vpišete Starko zimo na D-lik, tako da ni težko najti, sicer ne nekih umetniških presežkov, ampak dokazuje, da je to bila res priljubljena tema. Starka torej ni samo kot tista, ki je recimo lahko lirski subjekt, ampak dostikrat jo pisatelji upodabljajo tudi, kar je seveda tudi spet nekaj zelo tipičnega za književnost, da ženska nastopa kot neka projekcija, projekcijsko platno, zrcalo moškemu in tako seveda tudi v literaturi najdemo primere, ko ob tem osreča pisatelj, pesnik svojo vrstnico, naenkrat ugotovi, da je pa morda tudi on že star. Tako da tukaj imamo eno odlomek iz Stritarjeve pesmi, najdemo pa tudi manj kvalitetna besedila. Zakaj to sploh omenjam? To je nek avtor, ki ga nikjer nisem mogla dešifrirati, kdo se skriva za tem psevdonimom. Zanimivo je, da je ta zgodba, v kateri piše, kako točno to je srečal neko staro žensko, za katero se je izkazalo, da je njegova vrstnica sošolka, ampak ta zgodba je bila objavljena v reviji Angelček, torej otroški reviji. Tako da nenavadno, nima nič otroškega, kaj je želel sporočiti otrokom, lahko pač poskušamo ugotoviti sami. Ne samo takšne podobe, še več je seveda podob empatičnih pogledov na babice, torej babice iz lastnega spomina, babice, ki so pripovedovali za pečjo, te podobe smo danes že videli, jih je res ogromno.
zgodbe svojim vnukom, ki so jih zradovedno poslušali. Po mojem mnenju se je ta podoba utrdila predvsem z delom Božene Nemcove, babica oziroma babička, ki je nastala, ta povest je nastala leta 1855 in bila najbolj zaradi navdušenja slovanskega v tem obdobju. Ni bilo veliko prevodov, če so pa že prevajali, so pa ponavadi slovanske avtorje. Že leta 1862 tudi prevedeno v slovenščino, potem doživela še številne izdaje, celo med drugo svetovno vojno išel nov prevod v slovenčevi knjižnici. Skratka, zdi se, da je to delo vplivalo tudi na naše pisatelje in pisateljice. Tako pri Stritarju najdemo usporejanje starejše ženske z mlajšo žensko, ampak zaključek je nekako zelo pravzaprav prijazen. Tako bom rekla, kajti ta starejša ženica ima sicer te atribute starejše ženske, ampak hkrati je pa umna, to so moji poudarki, otročja, mislim, da je to v pozitivnem smislu, živa in vesela. Skratka, vzbuja, kot piše tudi Stritar, veselje človeku, ki jo sreča. No, čisto drugačno podobo, čeprav iz istih krajev vsi izvirajo, mislim na Trbino Jurčiča in seveda Stritarja, Nepovetarja, ki je iz Iga, vsi trije so Dolenjci in očitno na Dolenjskem, pa ne najbolj samo na Dolenjskem, ampak za tam imamo to dobro dokumentirano, do žensk sicer ni vladal starejših tako prijazen odnos, kar potrjujejo številni citati, ki jih je zbral Janez Trdina, to je iz črtic in povesti iz narodnega življenja. To je samo delček, ker če bi dala vse, ki so v tem odlomku, ne bi mogli prebrati, ker bi bile črte premajhne. Tako da vidite, da prav prijazno do starejših žensk to usporejanje z mladimi ni. Tako da morda tudi zdaj razumete, zakaj Stritarja niso marali, ker je pač ljudem drugačen pogled in pisal pač drugače. No, pri Jurčiču se tudi seveda stare babe pojavljajo tudi na tak tradicionalni način, to se pravi, s tistimi tradicionalnimi atributi so opravljive, kot piše v doktorju Zobru. Potem v rokovnjačih beremo sicer v širšem okolju, to se pravi tudi v nemškem prostoru je ta pregovor obstajal, da če ti stara ženska prekriža pot, da bo to pač tako kot črna mačka, nekaj groznega prineslo. Potem seveda tudi v 10. bratu Martinek Spak se norčuje, celo staro hišo, tokrat niti nimamo primerjave z naravo, ampak kar z materialnim svetom, primerja se stara ženska, kot vidite, ni ravno ta primerjava prijazna. No, Frank Govekar je bil pa malce vse želel, je biti bolj moderen, novo strujo je želel peljati, tako da pri njem celo srečamo prve podobe istospolne ljubezni. Ko piše o mladih dekletih, ki si izmenjujejo nežnosti, so te podobe, kot bi on rekel, pikantne, ko prikazuje dve ostareli ženski, ki jo tudi druži več kot prijateljstvo, pa kot lahko preberete, to ni ravno pikantno več, vsaj ne v tistih okvirih, v katerih se najbolj predstavljamo vsi pikantnost. Poglato kostje najbolj ni pikantno. Tako da, skratka, sarkastično pa radija seveda na ženske v starosti. Govekarja, seveda, če omenjamo Govekarja, ne moremo zamolčati Cankarja, sicer da tudi drugače ne bi mogli. Kako je pri Cankarju? Cankar seveda v dekadentnih, simbolističnih delih ne piše o starkah. To pač preprosto ni za dekadentnega avtorja zanimiva tema, tudi simbolistične, krhke ženske, nekako ne morajo biti stare, so vedno mlade. Potem seveda v njegovi prozi, ki pa ima tudi socialne poteze socialne kritike pa najdemo. Tudi starke, ampak kot vidite, precej tudi seveda tradicionalno, vendarle z neko empatijo in vsekakor umetniškim nabojem, ki ga pač žal v tekstih večinoma, ki smo jih do zdaj gledali, niso imeli. Zdaj smo pa že seveda pri pisateljicah. Tudi jaz sem našla to sliko, kjer je seveda ženska v ospredju,
ampak ne samo zato, ker je zanimiva in lepa, ampak zaradi tega, ker se zdi, da je Luiza Pesjak, ena izmed prvih slovenskih pesnic in pisateljic, točno po tej podobi naredila svojo pesem, oziroma to je v bistvu cikel, žensko življenje in ženska ljubezen. Tudi ona v 9 stopnicah ali postajah prikaže žensko življenje in zadnja je babica. Babica, ki v bistvu hčeri svoje edine hčere, to je tudi zanimiva, ne? Pač linija ženska v bistvu jo nagovarja kot že modra, izkušena ženska. Teh podob pozitivnih babice, ki je modra, izkušena, prijazna in tako naprej, najdemo tudi zelo veliko, še posebej konec potem 19. stoletja, ko se pojavi revija Slovenka in omogoči seveda številnim avtoricam tudi objave, pa tudi seveda z vsemi temi otroškimi revijami, že omenjenimi, ne, Vrtcem, Angelčkom je teh možnosti za objavo tudi kar več, na začetku seveda še anonimno, ne, pišejo, kasneje pa potem tudi se že izpostavijo z imenom. Dela Pauline Pajk, potem tudi Ljudmile Klaper, ta je morda malo manj znana, in Zofke Kveder prinašajo še eno podobo, to je podoba ostarele, neporočene ženske, ki pa ni negativna. Ne? Torej, te pisateljice čutijo neko razumevanje situacij teh žensk in tudi na njo opozarjajo. Ne? Torej, v odlomkih ženskega dnevnika Paulina Pajk opozori, zakaj so te ženske včasih res zoprne, sitne, neprijazne, zaradi tega, ker pač je življenje oziroma družba jih takšne naredilo. Kajti niso mogli najti nobene sreče, pač v tistih tradicionalnih vlogah, matere, žene, babice, zato seveda so velikokrat potem odmaknjene, izrinjene iz družbe in posledično tudi neprijazne, lahko tudi nezadovoljne. Tudi Zofka Kveder piše o tem, recimo v tej pripovedni prozi, kdo je kriv, ne, še upozori še tudi ona, kako pač težko je ženskam, kako hitro dostarijo, kako je že pri 26 letih pravzaprav, če se ne poroči stara ženska, skratka tako družba gleda na njo in skuša nekako razložiti tudi ona to družbeno situacijo, ki tudi seveda, ona piše o tem, da če se oblečejo svetlejše, se že nekako so izpostavljene po smehu, ravno ta portret govori o tem, kako je to vendarle različno za različne družbene sloje. Torej, ženska iz višjega meščanstva, plemstva vendarle lahko drugače se tudi oblači kot pa ženska iz morda gotovo tudi iz nižjih slojev. Tako da ta tematika se res pojavlja. Zanimivo je tudi, da je Zofka Kveder kot pač najbolj gotovo prelomna avtorica tega obdobja, inovativna tudi v prikazovanju teh nižjih slojev, ne samo delavstva, kmečkega, ampak tudi recimo tega nižjega uradništva. Zelo sem bila presenečena, ko sem našla to besedilo v Rokopisni zapuščini, ker je res zelo še danes aktualna slika tega, kako se ljudje pravzaprav počutijo, ko se morajo upokojiti. Skratka, te stiske so gotovo vedno enake, v tem se sporoča ta zgodba, s tem, da tukaj je tudi ne samo podoba moškega, ki pač se mu svet spremeni, ker ni imel prej nobenih interesov, jih tudi potem ne more imeti, ampak seveda posledično terorizira svojo ženo noč in dan, in ona seveda je že čisto na koncu obupana in edino, kar se veseli, so pač četrtkovi večeri, ko se dobijo s prijatelji, ker se potem malo ta enolični pusti vsak dan spremeni. No, da se še spomnite, misterija žene, črtic, v katerih so prav tako izkoriščane, ne samo, ampak najdemo tudi te podobe, kako pomembne so bile mladi pisateljici, Zofka Kveder je bila takrat stara 20 let, nazadnje govori tudi dejstvo, da so postavljene čisto na začetek, tretja, mislim, in četrta sta te dve črtici in seveda sporočajo, kako so te ženske, pa seveda zdaj bolj iz delavskega razreda, izkoriščane, izčrpane na koncu svojega življenja. No, da se spomnite tiste črtice, ko pravi, kakor ta konj, ko se pač konj omakne pod tramvajskim vozom in tako se tudi ona primerja v bistvu
z pač tem bitjem, ki je vse življenje samo garalo in na koncu se pa pravzaprav za to smrt nihče niti prav ne zmeni. V povzetku sem napovedala, da bom še na kratko predstavila, da se bom še malo pač skušala premakniti širše in ne samo pač literaturo, ampak tudi to je v bistvu taka študija stare ženske, Hedvig Dom je bila ena izmed najbolj zanimivih, najbolj uporniških, najbolj razgledanih intelektualnih feministk. Danes včasih še povemo, da je bila tudi mama Katje Mann, žene Thomasa Manna, ki je dejansko pisala vse svoje življenje in pri 70 letih je ugotovila, da pa v bistvu še ni nič napisala o stari ženski in zato je precej obsežno razpravo posvetila tudi tej temi. Dočakala je potem skoraj 90, mislim, da čez 90 let. In opozorila tako na to družbeno izključenost, torej da ženska, postarela ženska, če ni, ona tudi to poudarja, pač o Getejevi materi ne bi ničesar vedeli, kako je inteligentna, če ne bi bila pač mati tako pomembnega sina. Torej, določene ženske so vendarle imele možnost nastopati, tudi se pojavljati v javnosti, če so bile iz plemiških družin, tudi seveda sodelovati v družabnem življenju, ampak seveda za že morda srednji sloj, meščanski sloj, pa to ni tako samo po sebi umevno, medtem ko starejši moški mirno lahko pride in se pridruži družbi in bodo morda še celo veseli njegovih življenjskih izkušenj, bodo staro žensko pogledali zviška in se bodo zelo hitro pač zavedala, kje je njeno mesto. Potem seveda pravi, da tudi so ženske same krive po eni strani, posebno tiste, ki imajo možnost se izobraževati, da nekako utopijo potem, ko to svojo vlogo mater izpolnijo, ne poskrbijo več ne samo v telesnem, ampak tudi v duhovnem smislu zase. Posebej to aplicira na svoje rojakinje, pravi, da Nemke so posebej lene v tem smislu, ampak seveda, da bi morali biti drugačne, da bi se morali oblačiti v svetle obleke, ne v črne in seveda vse tisto početi, kar jih veseli. Hedvig Dom piše, to je prelom stoletja, ko so se res zmrdovali nad mladimi ženskami in se zgražali, kaj hoče. Pač ženska noga pogleda izpod krila, ampak to je bilo mišljeno lepa ženska noga. Kaj še le se Aškar cval, kaj se bo zgodilo takrat, če se to zgodi kolesarici, kaj še le, če pogleda grda in stara ženska noga, ampak vendarle Hedvig Dom piše, kolesarite, jahajte, plavajte, odkrivajte na potovanjih nove lepote, nove svetove, razpletite svoje sive lase, mislim, da je to še danes kar nesprejemljivo, da bi stara ženska imela sive, dolge lase, pomešajte se med študentke, odkrijte se duhovnosti. Skratka, Hedvig Dom je prepričana, da je ženska emancipacija, njen smisel tudi v tem, da starejši ženski omogoči, da spremeni svoj način življenja in v tem tudi pravi je eno izmed poslanstv feminizma, emancipacije ženske, da stare ženske ne bodo več tako izločene iz družbe, kot so doslej. Kako je vse to odmevalo potem kasneje, zaradi res kratkega časa in nam je odmeljen, sem samo na hitro par imen dala, če vas zanima, ali pa če poznate te avtorje. Vitomil Zupan, sicer obat avtor, bi lahko rekli velikokrat, ima zelo v bistvu nežen odnos do svoje babice v komediji Človeškega tkiva, ves čas se k njej obrača, jo nagovarja na nek način, mogoče mu sicer tudi zrcalo, ampak vendarle zanimivo in kvalitetno delo. Mira Mihelič, cela plejada žensk, tudi starih žensk, lahko so neprijazne, babice stroge, kot recimo podpolkovnica v obrazu v Srcaru, lahko so takšne, pa se na koncu spremenijo, kot babica Viktorija v Aprilu, lahko so ženske, ki jih je doletelo staranje, pa so kot meščanke zaradi tega popolnoma obupane, kot v Hiši večera in tako naprej, potem vse prikrajšane stopnice osamljenih žensk. Zelo zanimiva podoba
podoba starejše ženske je v delu Berte Bojetu, Filjo ni doma, podoba babice, ki vnukini pravzaprav omogoči, da prodre iz nekega zaprtega prostora in odide v svobodo. Ona je tista, ki jo opolnomoči, da pravzaprav to naredi. In za zaključek, kako je z babicami danes, je Hedvig Dom in njene soborke kaj dosegla. Jaz mislim, da se je podoba vendarle spremenila, namesto tistih babic, ki ob zapečku si volase. Mogoče se je sicer ta podoba nesla na prav babice, ne? Tudi to je res, da se je ta starostna meja spremenila, ampak kakšne so babice danes? Babice so v supergah v otroški književnosti, torej obvladajo rolke, so kolesarijo, skratka, igrajo odbojko, torej to je podoba današnja, ne, super babice in pa seveda ne samo to, babice lahko celo sodelujejo na nagradnem natečaju dnevnikovem in če pogledamo, ne, sem poredečila, kaj je tisto, kar jih umešča, ne, v tekmovanje, kaj recimo jim lahko nagrado pridobi, ne, so seveda ne samo te čisto tradicionalne, zanimivo je, da to, da pripoveduje z najlepše zgodbe in zna, ne vem, idrijsko čipko, ne, izdelovati. To vse ostaja, ampak hkrati so se pridružile še nove, ne, mogoče celo zahteve, mogoče to ni samo svoboda, ampak je tudi v bistvu neko, ja, moramo znati še vse to, ne, še bolj zahtevno, ne, skratka, spletna stran zna narediti, ne, skakati v vodo in tako naprej, ne, in tako potem lahko celo dobi nagrado. Moja babica je najboljša, s čimer tudi zaključujem, ne morem si kaj, da ne za najbolj seveda znamenito upodobitvijo starke v slovenski likovni umetnosti, ki jo je seveda naredila ženska. Mislim, da nikaj.